Kot smo že poročali, kriminalisti te dni preiskujejo lanskoletni nakup makete drugega tira, za katero naj bi po napaki v Excelovi datoteki naša država odštela 133 tisoč evrov. Čeprav je težko postaviti ceno umetnosti, pa do izplačila sploh ni prišlo. Kar je zelo pomembno, je to, da nismo izplačali še nobenega denarja, torej davkoplačevalci niso bili tukaj popolnoma nič oškodovani. Vse je pod kontrolo, vse imam pod kontrolo. To je stavek, ki po neki čudni logiki zveni bolj prepričljivo, če ga izreče venezuelski predsednik Maduro, kot pa Miro Cerar. Tako naj bi tudi v primeru makete na Direkciji za infrastrukturo prišlo do sumljivih transakcij. Agencija Futura, ki je omenjena v elektronski pošti okoli izvedbe makete, med drugim pa je pripravila tudi volilno kampanjo za SMC, je namreč Direkciji za infrastrukturo za svoje komunikacijske storitve zaračunala povsem enak znesek, kot naj bi bil izplačan za maketo, 133 tisoč evrov. To je pač naključje. Marsikaj stane točno 133 tisoč evrov. Ta račun bi na direkciji prejeli tudi, če bi tisti mesec kupili polsobno stanovanje v Ljubljani, novega Porschea ali pa 53 tisoč sendvičev v Maxi Marketu. Verjetno pa v oči bolj bode dejstvo, da so na direkciji prejeli račun za komunikacijske storitve, ker zveni kot nekaj, kar napišeš na račun, ko ne smeš napisati dejanske storitve. Naprimer, sodelavce peleš na špricer in zahtevaš račun za zaključna dela v vinogradništvu. Ali pa ko direktorjeva masaža s srečnim koncem postane dimnikarske storitve. Plastična operacija njegove ostarele tajnice pa izravnava fasade. Meni je to smešno. Za dodatno komplikacijo v zgodbi pa je poskrbelo podjetje, ki je izdelalo zloglasno maketo. Art Rebel namreč od DRSI-ja za izdelano maketo terja denar. Direkciji so sicer podali predlog za mirno rešitev spora, a še vedno zahtevali celotno plačilo za maketo, a ga direkcija ni sprejela. Zdaj bi se lahko Art Rebel spustil v tožbo in od države zahteval obljubljenih 133 tisoč evrov plus obresti. Prav ste slišali, tale zabojnik bo moral Nelo čim prej plačati, drugače ga bomo morali davkoplačevalci. Ker se trenutno na njem nabira prah, bi bila najbolj elegantna rešitev, da ga pač prodamo na bolhi. Če ima kdo 133 tisoč evrov, ga lahko uporablja kot najdražji zabojnik za vrtno pohištvo ever. Ali pa kot privatni kontejner za star papir. Ideja sploh ni slaba. En problem pa je. Ko pogledamo, ta zabojnik gre praktično za visokotehnološko predstavitev drugega tira, ki ne dela ravno, kar je ugasnila. To smo dobili za 133 tisoč evrov. Mogoče pa z maketami tako kot s ponudniki televizije. Vse zanimive funkcije se doplačajo. Morda pa za dodatnih milijon oziroma 1,4 milijarde evrov maketa dobi še elektriko. Za dodatnega pol milijona še lučke, za par špricarjev pa še lastno stražo. Vse je možno. Ne vemo. Ne vemo. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!